Sva Tomaž in Darja Ovsenik, imava 5 otrok, 5 fantov, stari so od 6,5 do 2 leti. Od tega je najstarejši eden, potem imamo pa 2x dvojčke. Zakaj sva se odločila za pralne plenice? Odločila sva se pri prvem otroku, zato ker sva iskala eno alternativo nepralnim plenicam, o katerih se takrat majčkeno več začeli govoriti, da so ekološko v bistvu oporečne, da se zelo dolgo razgrajujejo, kaj vse je v njih. Bilo je tudi nekaj afer s temi snovmi, da so ugotovili, kako vplivajo predvsem na fantke. In so takrat iskala nekega ponudnika pralnih plenic. Takrat jih ni bilo prav veliko, sva se pa odločila potem na koncu za Racman, ker je bil to slovenski, in tudi zato, ker sva se odločila, da bi rada videla iz prve roke, kako je to videti, kako to naredijo, kakšni so te ljudje, ki to delajo, ker nam je bilo to nekako zdaj bova pa zvedela ta pravo informacijo. In sva se odpravila prav k Ruparjem na obisk. V Sovodenj, kjer so nama sami prikazali, kako plenice delajo, tudi pokazali so nama, kako se zavija otroka, in tam so nama priporočili, kar se je kasneje izkazalo za zelo dobro, bambusove plenice. Midva sva se odločila za bambusove, zato ker boljš vpijajo tekočino, jo več zadržijo, po drugi strani pa dalj časa zdržijo. Bistveno dalj časa zdržijo, ja. V bistvu, če ne bi imela te izkušnje dvojnih dvojčkov, bi verjetno težko delala, nekako zagovarjala ravno bambus, ker bi se sigurno uničile, ker bombažne so vse uničile, tistih nekaj, kar sva jih imela. Bambusove so pa dejansko zdržale, vseh 5 otrok, s tem, da smo vmes kupili še sušilca, ker vsi vemo, da sušilni stroj uničuje pač tkanino. In to pomeni, da so bile velikrat preprane in presušene. Velik plus, ker nam je potrdil na eno odločitev, to, da sva dala slovenskemu proizvajalcu, je bil servis plenic. Ja, po prvih dvojčkih, jaz sem imela prvega otroka, pa 21, ko je bil star 21 mesecev, so dobila še dvojčke. In to pomeni, da so bile plenice recimo 4 leta non-stop v uporabi. Pri nas smo na 2 dni smo jih prali in jaz sem naredil en hiter izračun, da so se v tistem času, recimo se ena plenica približno 400-krat se je preprala. Malo so se ti pripenjači so se malo obnucali, pa elastike so se malo raztegnile, tako da se jih dala takrat na servis. In so bila presenečena, ker se nazaj dobila praktično, kada dobila nove plenice, ker ta bambus je izjemno obstojen in so bile plenice pripravljene za nov paket dvojčkov. Ko da danes pogledam nazaj, recimo je bila v teh 6 letih pa pol je bila recimo ena plenica, je dala skozi enih 600 pranj, pa še danes so take, da bi jih mirno lahko komu podaril naprej, brez slabe vesti, da sem mu kakšno, ne vem, slabo stvar dal. Je pa res, da veliko dobiva vprašanje ali pa tako začuden pogled, kaj pri dvojčkih sta imela pralne plenice, ali nista imela dosti dela. Ja, seveda sva ga imela, o tem ni dvoma, ampak zato, ker sva imela prvega otroka in sva tam na njem preizkusila pralne plenice, sva videla, da pralne plenice niso tako bav, da potem pa non-stop samo pereš in zlagaš. Ampak sva videla, da to dejansko rata neka rutina, ki pa ne vzame spet toliko časa, da se to ne bi splačalo. Ne glede na najine napore, ker je bilo zelo težko tista prva 3 leta, ko sva imela 3 v plenicah, ampak ker je bila ta neka rutina, sva se je navadila in sva videla dejansko, ko sva prvič napolnila koš, nepralnimi plenicami od 3 otrok, in je bil v enem dnevu poln, tako pač bolite srce, nočeš tega. Ja, recimo, da sva takrat so se iz ekoloških vzgibov se odločila za to, ampak ko enkrat postaneš starš s 3 otrokom, ki jih moraš naenkrat previjati, lahko hitro padeš v to, da se mi, gremo na navadne plenice. Sam pa tako v parih dneh je bila kanta polna plenica, pa sva hitro nazaj
napravljene plenice prešaltala, no, pa občutek potem je dober, ker recimo, da smo nekaj naredili za to, da je majčkeno manj smeti, no. Pa še mogoče zdravstveni vidik, dvojčki so večinoma nedonošenčki, se pravi njihova koža kot njihovo telo nedozorelo in je zelo občutljivo. To pomeni, da vsaka stvar, ki ti še dodatno, ne vem, pač ritko zapreš, a ne, je samo še več tiste vnete kože, več težav, več joka, že tako smo ga imeli dovolj, a ne, pa še česa se ga najedla. In sem videla, prane plenice res nekako bolj dihajo in je bil to razlog, da so ostala pri pravih plenicah. Tako da pri drugih dvojčkih pa ni bilo več vprašanje, mi smo zadihali, smo bili mečkom brez plenic, smo imeli pa že itak pospravljene tam nad strojem, pa nobenih priprav ni bilo, no, v bistvu takih posebnih. Tako da je bila čist taka spontana odločitev, nisva kaj dosti razmišljala in nama nikoli ni bilo za to žal. Se mi zdi, da je tudi neke vrste zgled lahko to tudi starejšim otrokom, ki to opazujejo, pa vidijo, da se starši konkretno potrudijo za kakšno stvar v življenju, za ekologijo.